Na Balkanu že leta kroži zgodba o klanu, ki ni bil znan samo po kokainu, orožju in mafijskih likvidacijah, ampak po nečem, kar zveni kot urbana legenda. Preiskovalci so trdili, da so nekatere žrtve mučili, razkosali, njihova trupla omleli v industrijskem stroju za meso, iz ostankov pa delali čevapščiče. Ne zabavam se, ni to samo domnevno, to je že basically potrjeno. Dogajalo se je, na območju Balkana, tudi povezan s Slovenijo in danes gremo v ta video, ker mi je tale oseba lepo predlagala. Hvala. Tako da boste spoznali tudi, da se basically v balkanskem podzemlju so mafije, se odvijajo stvari, tako kot v Ameriki praktično, samo da ta, o katerem bo danes govorili, se imenuje Kavaška mafija oziroma Kavaški klan, povezan pa predvsem z Markom Milkovićem in Veljkom Belivukom, ki sta bila potem 2021 leta tudi, hvala Bogu, aretirana. In jaz ne zanima me, a se vi tega spomnite, a ste gledali po poročilih, a ste takrat razmišljali o tem. Jaz se ne spomnim tega primera, tako da ko mi je ta oseba to poslala, sem bila obviously ne rabimo glasovati za video, vemo, o čem bomo govorili. Je pa tako, medtem ko eni delajo čevapčiče iz ljudi, drugi delajo seks igračke iz pornozvezd. Moj bog. Še jaz sem danes šokirana na tem, katero svetu užitka igračko vam predstavlja. Njo marsikdo pozna. Right? Že skače. I'm pretty sure, da je tole najbolj crazy stvar, ki je bila kadarkoli na svetu užitka, čeprav imajo tam seks gugalance in monster dildote in kletke za penis, pač dobesedno vse imajo, ampak tole je res next level. Bonnie Blue verjetno vsi poznate, ona je pač tista starleta, porno starleta, ki je spala tudi po 1000 moškimi v 12 urah. Take rekorde podira in večinoma niti ni toliko priljubljena, ampak bolj skoro sovražena, ampak verjamem, da bi kdo na skrivaj rad to probal. Nisem tega sploh še odprla. Bom zdaj za vas. Gre za flashlight, tako se mu reče zaradi te oblike, ampak v resnici je pač umetna vagina. To je ful mehko. Ne upam kazati, ampak to je narejen po njej dobesedno. Jaz se zdajle dotikam. That's insane pač. Je pa samo ena luknja, ni druga, ampak je ta samo ta glavna. Moja je lepša. Pa še nekaj noter. Deluje. V glavnem deluje in tudi notranjost, ker je zdaj tipam, je narejena zelo realistično in čim bolj naravno. Zunanjo se pa itak direkt po njej narejena. Tako da, ne rabite mi komentirati, da ne marate. Tisti, ki ne skrivaj hoče probati, I'm not judging, pejte pogledat, dol imate link in vedno imate tam kodo na vse, kar je znižano Alenka 5 in tisto, kar ni znižano, celo Alenka 10. Tako da. Ok, Kavaški klan izvira iz Črne Gore, natančneje iz naselja, se mu reče Kavač pri Kotorju, zato se tako tudi imenuje, Kavač pri Kotorju, Kavaški klan. Sprva je bila to ena bolj masovna ekipa, en bolj masoven klan je bil združen skupaj z škaljarskim klanom. Tako da, bili so ena skupna ekipa, potem so se šele razdelili v te dve različne imeni. To se je pa zgodilo leta 2014, zaradi tega, ker je prišlo do enega ogromnega spora zaradi 200 kg kokaina. Preprodaja tega se je dogajala v Valenciji, v Španiji in ne vem, kaj je vmes prišlo, nek prepir, oziroma ne, to je bilo zgubljeno in verjetno je pa en drugega krivil, ali pa ena stran je povedala, kdo je bil kriv za to, da je izginal, ali pa je pač kakorkoli že. In od tistega spora naprej so oni v vojni in se ne marajo in tako kot vemo, med mafijami vedno prihaja do najbolj bizarnih stvari. Ta vojna ponavadi pomeni ustrahovanje, razni umori. Nastradajo potem člani te mafije, ker se pač ne marajo med sabo in si na ta način grozijo, da kdaj kdo koga ubije, tudi pri nas. Samo zaradi te vojne je bilo več 10 smrtnih žrtev in potem nastradajo včasih tudi civilne žrtve, ki so preblizu tega, kar se dogaja, ali pa kaj še noči videti zdaj, ali pa tudi družine od teh članov mafij, kar je pač bizarno. Res kot v ameriških filmih, a ne samo, da je tle še bolj geto vse, ker je pač Balkan. Po letu 2014 od te nekak vojne naprej, ki se je začela, se je potem Kavaški klan razširil tudi naprej po Evropi in niti približno ni ostal omejen na Črno Goro. Njegovo ime se je potem pojavljalo po raznih umorih, kot sem rekla, ali so bili to v Nemčiji ali v Avstriji. Potem valjda trgovina z drogo, to je mogoče najbolj pogosta stvar, če me ne vprašaš, pa sam ta logistika prevoza droge, pa potem še pranje denarja in pa preprodaja raznega orožja. So pa potem ta klan videli, da je bil razširjen tudi že v
Nemčiji, Avstriji, Španiji, Grčiji, tako da se je res konkretno razširilo po Evropi. In pa, kar je verjetno vam najbolj zanimivo, se bomo pojma več tega dotaknili, ampak leta 2018 se je tudi razširil kavaški klan v Slovenijo, tako da tudi tukaj imamo verjetno še vedno neke korenine. In tudi veliko ljudi so takrat prijeli. Zdaj, ker še vemo o tem klanu, je to, da so ekstremno dobro organizirani, oziroma kdaj prebereš tudi, da so vojaško dobro organizirani, ker imajo ekstremno dobro logistiko prevozov, varne hiše, eno hišo groze so imeli za mučenje, imajo šifre, v katerih se pač sporazumevajo, imajo valjda razne kurirje, torej ljudi, ki prevažajo, ne vem, za denar, drogo in orožje. Ko pridemo do te celice v Sloveniji, ki je bila ustanovljena leta 2018, so imeli baje prav cenike med sabo, torej koliko dobiš, če recimo iz Minhna izmišljujem si zdaj do Splita, prepeleš ne vem koliko gramov kokaina, dobiš to pa toliko denarja. Torej te kuriri, ki so želeli biti del tega ali pa ki so bili premorani biti del tega, so imeli dejansko tako cenike, da so vedeli, koliko bojo dobili ven od tega. Zdaj, če sem jaz prav prebrala in razumela, šele po ustanovitvi slovenske celice leta 2018 je bila potem ustanovljena ekipa oziroma celica tudi v Srbiji. Ta v Srbiji pa potem imela na čelu te dva, o katerih bomo največ govorili, sicer Veljko Belivuk in Marko Milković. Veljkota Belivuka so klicali tudi Velja Nevelja, oziroma kot velika nesreča, oziroma nadloga, huda nadloga ali pa težava. Basically, he was a problem. Tudi naši mediji so njiju takrat opisovali kot jedro te brutalne celice oziroma jedro kavaškega klana. Vse to skupaj potem eksplodiralo leta 2021, ko sta bila ta Velja Nevelja in Marko Milković sta bila aretirana, se pravi kot vodji, in takrat je na plano prišlo vse, ker so zasegli razne posnetke, kamere, telefone, njihove prostore, njih kot same vire informacij, in takrat so vam prišle bolane stvari, ogromno stvari o mučenju, ogromno stvari o kako je pač ta sistem potekal, in pa tista stvar, ki jo vsi zdaj hoče predvsem slišati, da so iz ljudi oziroma iz žrtev oziroma iz njihovih sovražnikov, predvsem iz nasprotnega klana, delali čevapčiče. Člani kavaškega klana so se snemali med samem razkosavanju teh žrtev, torej žrtve so tudi na kameri, takrat so imeli take razne polevenile po tleh in so potem to razkosali in dali v tisto industrijsko napravo za čevape in so potem to pekali na žaru. In zdaj del teh čevapov je dejansko baje šlo psom. To je čisti posmeh žrtvi, to je dobesedno ono, kako lahko osramotiš do konca to osebo. Je pa to pomembno zaradi tega, ker to tudi snemajo, in ko potem to snemajo in pošljajo tistemu sovražnemu klanu, s katerim se nam ne marajo, spostavijo pač neko moč in ego vojno in mi smo boljši, mi smo prednosti, in pa gre to valjda v nedogled, ker oni pa spet njim nekaj naredijo itd. Prebrala sem tudi, da baje so včasih mogli s tem, da so člani recimo kavaškega klana mogli pojesti čevapčice z mesom določene žrtve, bolj je bil to velik sovražnik, bolj je bila to velika čast, oziroma se je dokazal temu Milkoviću ali pa Velji Nevelji, da koliko je on predan član kavaškega klana. V glavnem insane. V Črnogoro, torej v center tega kavaškega klana, ne bi tudi pošiljali posebne hladilnike in v teh hladilnikih noter ne bi bili potem te čevapčiči. Poleg teh čevapčičev je pa tukaj še ena zelo pomembna stvar, ki so jo takrat odkrili, in sicer hišo na obrobju Beograda, ki so jo imenovali hiša groze. Da bi bila to na videz navadna družinska hiša, ampak od znotraj ne bi bile najbolj bolane stvari, dobesedno. Sobe za mučenje, te polevenili posod na tleh, kriv žrtev je bila posod, telefoni, na katerih so bili vsi možni dokazi in posnetki, kamere, na katerih so pač snemali te stvari, ki so jih počeli, plastične ponjave, hladilniki in stroj za mletje mesa. Pa tudi razne naprave potem za uničevanje trupel, ker so se sistematično poskušali določenih trupel tudi znebiti. In še ena stvar, o kateri pač, če vam je to ful ugabno, ne poslušati, ampak bom naštela par načinov, kako so žrtve mučili, preden so jih dali v čevapčiče oziroma se jih znebili. En način mučenja je bilo rezanje tetive, torej tukaj spodaj, kakor vem, človek itak izkrvavi, če mu tetivo prerežeš, pa tudi neskončno naj bi to baje bolel. Res je, baje grozljivo, ne predstavljam si, se nikoli nisem tam ranila, ampak baje grozen. Potem so žeblje zabijali, to je nek drug način bil, žeblje so zabijali v lobanjo, ki tudi ni nujno, da takoj umreš, to je res grozen.
in v kolena so jim žeblje zabijali in pa potem še način mučenja, da so razne telesne odprtine in mučali velike predmete, ki tja ne pašajo. Si lahko zamislite, v katere luknje vse so jim kaj vse tlačali, ker to je z njim bil itak fan oziroma kako lahko še bolj vzpostavimo dominanco. A ni bizarno si predstavljati, da se je to dogajalo tako tle pri nas? Kako izraven, pač Balkan is insane. Ok, zdaj smo prišli do tega delčka v Sloveniji. Leta 2021 naj bi tudi prišel močen udarc tega v Slovenijo in sicer slovenska policija je takrat naredila veliko čistko, veliko akcijo in so aretirali 48 ljudi, od tega 25 slovenskih državljanov in 23 tujih državljanov. 25 slovenskih, that's insane. Proti 10 so imeli potem kazenske ovadbe. Šli so tudi na 19 različnih domov v Sloveniji, ki so bili pa v Kranju, v Kopru, v Mariboru, v Ljubljani. A si predstavljate, koliko je tega mogli biti in s koliko takimi ljudmi si ti mogoče na dnevni ravni srečal, pa so bili del tega klana, oziroma so bili vsaj kriminalno nekako povezani, mogoče so bili, ne vem, samo te, ki so trogali gor in dol drogo in orožje, ampak še vedno. Še en zelo zanimiv detajl pa je, da naj bi Milković živel v Kopru, natančneje Kvedrova ulica v Kopru. Jaz sem to vtipkala, ker sem v Kopru, nisem živela, pri bivšmu sem bila velika in me je zanimalo, kje to je, ker bi verjetno videla nauč. In dejansko, ja, tudi skoraj v glavni cesti, ali ne vem, a kdo ve, kje točen je bil, a kdo kaj slišal o tem, a so naredili kakšno intervencijo takrat, kaj je bilo, ne vem, mislim, glaven tega klana naj bi tam živel v Kopru. Seba je Koper ful velja za tako kriminalno oziroma, če ne drugega, ker je pristanišče, dober pretok teh stvari, da pač droga se tam veliko prodaja tudi, ampak predvidevam, da bolj zaradi super sem ta stavek zdaj sestavila, ja. Kako zdaj to sploh sestavil? V glavnem to njegovo stanovanje v Kopru naj bi tudi financiral ta klan nasploh. Valjda so imeli neke finance tudi zato, da so te ta glavni lahko nekje živeli in imeli stanovanja in potem v teh stanovanjih je bilo tudi nek center tega logistike, dogovorov, pa tudi hranili so tam drogo. Zdaj tako, takrat je bil srbski predsednik Aleksandar Vučić, ne vem ali je še ali ni, ker absolutno nisem na tekočem, ampak ful se je govorilo o tem domnevno, da me ne bo kdo za besedo prijel, da naj bi bil on na nek način povezan s to tolpo, s to mafijo. Se pravi, govorili se je o tem, valjda nikoli ni bilo popolnoma potrjeno, ampak so najdeli neke povezave in v medijih je bilo tudi precej tega. Pa če gledamo za naprej, v letih 2023, 2024 in 2025, valjda se ta zgodba ni končala, je pa sem dobila nove plasti in še naprej raziskujejo. Verjetno je to ful zapletena stvar, gre verjetno za mafijo, ker je nekaj mafija, nekaj je verjetno povezava tudi s politiko in s policijo in vedno bo del tega ostal, nikoli ne bo iztrebljeno, ker se vsem splača. Čas pride ven kakšen, rečejo jim skesanec, to so tisti, ki se predajo in dajo neke informacije in upajo, da bojo preživeli in da bojo dobili neko zaščito od države in od policije in tudi makar, če gre v zapor, bo še zmer boljš, kakor da ga oni ubijajo, ko mu že kaj grozi, v glavnem, kakorkoli že. Taki pridejo ven in podajo kakšno informacijo in se zgodba spet naprej odvija, tako da ja. Noro je to vse slišati, da se tudi tukaj dogaja. Je pa to od mene, sem šla res še vse članke, ampak se skozi iste informacije ponavljajo. Tako da, če je kdo še kaj vedel, če so še kaj v Sloveniji živeli, ziher ste kakšni videli in slišali, v naši vasi so pa pač nekoga prijeli ali pa so jim udarili v bajto in preverjali za droge, bla, bla, bla. Te stvari, komu tukaj dol napišete, da bi drugi tudi lahko prebrali vašo zgodbo o tem. To je pa to, kar imam jaz informacij. Še enkrat vas spomnim na mojo drago Bonnie Blue, ki je zdaj že na tleh. Dol imate link, pogledajte si, da se tudi moški večkrat pocrklate s kakšno igračko, da ne boste slučajno govorili, da je vse samo za ženske, ker res ni. To je pa to zaenkrat od mene, pridni bote, radi se imejte. Alien Mama out, se gledamo naslednji petek, bye!